Preprečevanje in ustavljanje medvrstniškega nasilja. Sodelovanje staršev je ključno. Medvrstniško nasilje je ciljno usmerjena, praviloma ponavljajoča se uporaba ali hujši enkraten dogodek telesnega, psihičnega, spolnega in ali materialnega nasilja ene osebe ali skupine nad vrstnikom, vrstnico, vrstniško skupino, med katerima oziroma katerimi je moč neenakomerno porazdeljena. Medvrstniško nasilje se lahko dogaja v šoli, izven šole, v živo ali in na spletu. Medvrstniško nasilje niso vsa vedenja, ki na prvi pogled morda delujejo kot medvrstniško nasilje. Na primer, grobe igre, ki vključujejo fizični stik. Za medvrstniško nasilje ne gre, ko gre za pomoč enakovredne otroke in mladostnike oziroma mladostnice, torej med njimi ni neravnovesja moči, niti fizičnega, niti psihičnega. Ko vrstniki in vrstnice ne želijo namerno povzročiti škode drugemu. Konflikti so običajen del medosebnih odnosov. Do njih pride, ko imamo drugačna mnenja, potrebe, želje, cilje. Večino konfliktov ljudje razrešimo brez nasilja. Konflikt ni nasilje. Nasilje ni običajen del medosebnih odnosov. Vsak pretep ni medvrstniško nasilje. Običajne medvrstniške interakcije, igra, preskušanje moči, pozicioniranje, potrjevanje so lahko za mladostnika, mladostnico neprijetne, a to ni medvrstniško nasilje. Prav tako ni vrstniško nasilje, ko med igro ali neko drugo aktivnostjo po nesreči nekdo od otrok poškoduje drugega otroka, na primer ga zadane žogo in podobno. Bistveno je razmerje moči in namen, ciljna usmerjenost vedenja. Fizično nasilje, na primer porivanje, brcanje, pretepanje. Psihično nasilje, na primer zbadljivke, poniževanje, grožnje, izločanje iz družbe, širjenje govoric. Spolno nasilje, na primer otipavanje, siljenje ali prisiljenje v različne spolne aktivnosti, opazke s spolno vsebino, objave fotografij, sporočil s spolno vsebino, ki jih druga oseba ne želi. Materialno nasilje, na primer kraje, poškodovanje oblačil, predmetov. Spletno nasilje, na primer širjenje govoric preko spleta ali pošiljanje žaljivih telefonskih sporočil. Medvrstniško nasilje je pač del odraščanja, otroke utrdi in jim ne škodi, ne drži. Medvrstniško nasilje gradi značaj, ne drži. Zaradi medvrstniškega nasilja se bo otrok naučil postaviti zase, kar te ne ubije, te okrepi, ne drži. Za nedolžno zabavo gre, nikomur se ne bo nič hudega zgodilo. Odrasli preveč posegamo v otroško igro in kompliciramo, ne drži. Sam oziroma sama je prosil, prosila za to in izzival oziroma izzivala. So imeli že razlog, da so se spravili nanj oziroma nanjo, ne drži. Medvrstniško nasilje povzročajo otroci, ki so učno manj uspešni in prihajajo iz neurejenih družin. Ne drži. Vsi učitelji in učiteljice zagotovo vedno vedo, kako je potrebno ravnati v primeru medvrstniškega nasilja. Saj to je njihova služba. Ne drži. V manjših šolah na podeželju se medvrstniško nasilje ne dogaja. Ne drži. V prijateljskih odnosih ni nasilja. Ne drži. Da vemo, kdaj in kako se vmešati v odnose med otroki. Konflikte zmorejo rešiti otroci sami, medvrstniškega nasilja pa v večini primerov ne. Da lahko otroku pomagamo naučiti se, kako se ustrezno odzvati v primeru medvrstniškega nasilja. Da znamo prepoznati, kdaj je otrok v stiski, ker doživlja medvrstniško nasilje, tudi če nam sam še ne želi ali zmore povedati o tem. Da se znamo in uspemo na pravi način odzvati in delujemo v dobro vseh vpletenih otrok. Da smo del rešitve in ne del problema. Medvrstniško nasilje ni običajen del odraščanja. Nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v medosebnih odnosih. Zaradi medvrstniškega nasilja imajo lahko otroci različne negativne posledice. Nasilje jih ne krepi, ampak jim povzroča škodo.
Otrok, ki doživlja vrstniško nasilje, ni odgovoren za nasilje. To je eno glavnih sporočil, ki ga mora otrok dobiti od staršev. Pri medvrstniškem nasilju so udeleženi otroci, ki ga povzročajo, otroci, ki ga doživljajo in otroci, ki ga opazujejo. Tudi otroci, ki niso neposredne žrtve nasilja, utrpijo zaradi tega škodo. Lahko jih je strah, da bi se nasilje zgodilo tudi njim, ali pa imajo občutek krivde, ker niso ničesar naredili, da bi ga preprečili. Veliko otrok nikomur ne pove o izkušnjah medvrstniškega nasilja. Pogosto jih skrbi, da bi bili tožibabe. Skrbi jih tudi, da bi se situacija še poslabšala, če bi povedali o nasilju. Lahko jih je sram in se počutijo ponižane, ker se ne znajo braniti. Za uspešno preprečevanje in ustavljanje nasilja je pomembno, da se odrasli dosledno odzivamo na zaznano nasilje in ne zmanjšujemo njegove teže, škodljivega vpliva. Odrasli smo odgovorni za ustavljanje medvrstniškega nasilja. Tožariti pomeni povedati o nečem samo zato, da bi nekoga drugega spravili v težave. Povedati o problemu pomeni poiskati pomoč, da bi zaščitili svoje pravice ali pravice nekoga drugega, da je varen, močan in svoboden. Spodbujajte otroka, da pove o problemu in o tem, da on ali kdo drug od otrok potrebuje pomoč. Tako ne bo v dvomu, kaj ne naredi, če bo opazil ali doživel medvrstniško nasilje. Otrok spremeni odnos do šole. Poslabša se njegov učni uspeh, popusti pri delu v šoli oziroma za šolo, ne želi več hoditi v šolo. Hoče, da ga nekdo spremlja v šolo, ne želi v šolo naravi, na izlete, začne neopravičeno izostajati od pouka. Otrok spremeni svoje vedenje, postane zaprt vase, manj komunicira z drugimi, deluje odsotno, zaskrbljeno, manj se druži s prijatelji oziroma prijateljicami, je osamljen, nemiren, moti pouk, spravlja se na mlajše, šibkejše od sebe, agresivno komunicira z odraslimi v šoli ali starši. Ima težave s telesnim zdravjem, pogosto oboleva, kronične bolezni se poslabšajo, ima različne bolečine, govorne motnje, tike. Ima telesne poškodbe, nepojasnjene modrice, odrgnine, posledice udarcev. Ima poškodovane stvari, oblačila, opremo. Lahko preverja in nas sprašuje o nasilju, ker naj bi imel prijatelj tak problem. Opazimo, da je izločen iz družbe vrstnic in vrstnikov. Tudi sam lahko začne uporabljati nasilje v odnosu do vrstnikov in vrstnic in ali do drugih. Otrok je v psihični stiski, zaznamo lahko občutke tesnobe, strah, depresivnost, obup, slabo samopodobo, pretirano navezanost na starše ali umik iz odnosa s starši, zatekanje v odvisnosti, samopoškodovanje, celo poskuse samomora. Če pri svojem otroku opazite enega ali več od naštetih znakov in posumite, da doživlja nasilje, se z njim pogovorite. Ne delajte prehitrih zaključkov, saj otroka morda obremenjuje nekaj drugega in ne medvrstniško nasilje. Vsekakor po naštetih znakih najbrž potrebuje vašo pozornost in pomoč. Otroka poslušajmo, ko nam pripoveduje o vsakodnevnih dogodkih, kažimo zanimanje in se pogovarjajmo o njegovih odnosih z vrstniki in vrstnicami. Z otrokom se pogovorimo o tem, kaj je medvrstniško nasilje in mu povejmo, da nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v medosebnih odnosih. Pogovorimo se o tem, kako bi se lahko otrok odzval na morebitno nasilje. Predstavimo mu različne možnosti. Reci, ne dovolim, takoj nehaj. Pojdi stran. Prosi vrstnike in vrstnice, da ti pomagajo. Povej odraslim, ki jim zaupaš. Z otrokom vadimo možne odzive. Uporabimo na primer igro gledališča, v kateri skupaj z otrokom igramo, kako bi odločno rekli ne nekomu, ki ravna nasilno. Otroku povemo tudi, da za nasilje nikoli ni odgovoren tisti, ki ga doživlja. Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča.
Pojasnimo tudi, da če doživljaš nasilje, ne pomeni, da je s tabo nekaj narobe. Pogovorimo se tudi o tem, komu vse bi lahko otrok povedal, če bi doživel nasilje, koga vse bi lahko prosil za pomoč. Pojasnimo razliko med tožarjenjem in iskanjem pomoči. Pomoč poiščemo, ko doživljamo nasilje ali imamo nek drug problem. Tožarimo pa, ko povemo nekaj nekomu od odraslih, samo zato, da bi drugega spravili v težave. Nihče pa nima problema in ne potrebuje pomoči. Otroku jasno povejmo, da ne pričakujemo, da zna sam rešiti vse težave in da bomo ponosni, če bo poiskal pomoč, ko jo bo potreboval. Otroku povejmo, da mu bomo verjeli in pomagali, če bo imel problem in se bo obrnil na nas. Spregovorimo lahko tudi o svojih izkušnjah z medvrstniškim nasiljem, da ne bo mislil, da se nasilje dogaja samo njemu. Naučimo otroka, kako zdržati z neprijetnimi čustvi in frustracijami. Skupaj raziskujemo, kako se lahko razbremeni, se umiri in poskrbi zase. Poskrbimo tudi zase, da ne bomo preveč zaskrbljeni. Vsak otrok ima slabe dni, ni treba preprečiti in razrešiti vseh njegovih težav. Zaupajmo mu, da marsikaj zmore tudi sam. Bodimo pa mu na voljo, kadar potrebuje pomoč. Pogovorimo se z otrokom o tem, kaj je medvrstniško nasilje in mu povejmo, da nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v medosebnih odnosih. Poskušajmo ugotoviti, kaj je razlog za to, da izvaja nasilje. Dosledno se odzovimo na otrokovo nasilno vedenje. Jasno povejmo, da je nasilje nedopustno in prepovedano. Pomembno je, da nikoli ne zmanjšujemo in ne opravičujemo nasilnega vedenja. Pogovorimo se o tem, kako konkretno bo v prihodnje ravnal, da ne bo ponovno povzročal nasilja. Otroku naložimo, naj popravi škodo, ki jo je povzročil z nasilnim vedenjem. Če to ni možno, mu naložimo posledice, ki so ustrezne glede na njegovo starost in stopnjo razvoja. Koristno je, da prebere kakšno knjigo ali članek o medvrstniškem nasilju in nam poroča o prebranem, se opraviči otroku, do katerega se je vedel nasilno, nadomesti uničeno stvar in podobno. Če otrok potrebuje dodatno pomoč, da ne bi ravnal nasilno, mu jo zagotovimo. O tem se lahko posvetujemo v šoli, na centru za socialno delo ali kakšni od organizacij, kjer nudijo pomoč otrokom, mladostnikom, mladostnicam in staršem. Pomembno je, da otroka, ki izvaja nasilje, ne obsojamo, ne sprejemamo pa nasilnega vedenja. Sodelujmo s šolo, ne skrivajmo težav, skupaj postavimo meje otroku. Sami ne povzročajmo nasilja. Osredotočimo se na naš odnos z otrokom. Vzemimo si čas za pogovor, druženje, izrazimo zanimanje za otroka. Pomembno je, da razumemo, da so otroci, ki so priče medvrstniškemu nasilju, posredne žrtve nasilja in lahko prav tako utrpijo škodo zaradi nasilja. Ti otroci lahko s svojim odzivom vplivajo na to, da se medvrstniško nasilje nadaljuje, stopnjuje ali zmanjša in ustavi. Pogovorimo se o tem, kaj se je zgodilo oziroma kaj se dogaja, kdo je vpleten, kako se otrok počuti ob tem. Pogovorimo se o tem, kaj je medvrstniško nasilje. Otroka poslušajmo, ne hitimo z nasveti. Skupaj z otrokom raziščimo različne možnosti, kako se odzvati. Z otrokom se pogovorimo o pomoči, ki je na voljo. Povejmo mu, da je prav in pomembno, da nam je povedal o nasilju. S tem je pomagal, da bi lahko ustavili nasilje, ki ga doživlja nekdo od otrok na šoli, soseski, na spletu. Če je primerno in so v medvrstniško nasilje vpleteni otroci iz šole, v katero hodi naš otrok, se obrnimo na zaposlene v šoli. Najprej vprašajmo o tem, kaj se je zgodilo oziroma kaj se dogaja. Otroka spodbujajmo, da nam pove o svoji izkušnji. Poslušajmo, ne hitimo z odzivi. Otroku zagotovimo čustveno podporo. Sprejmimo vsa otrokova čustva in jih ne vrednotimo. Otroku povemo, da je dobro, da nam je povedal o nasilju. Pojasnimo, da je normalno, da smo zaradi izkušenj nasilja v stiski, nas je strah, občutimo jezo, žalost in podobno. Rečemo lahko na primer: verjamem, da ti je bilo težko. Tudi jaz bi se prestrašila, če bi se mi zgodilo kaj takega.
Ne hitimo z dajanjem nasvetov, z otrokom raziskujmo različne možnosti, kako bi lahko ravnal, če se še kdaj zgodi kaj podobnega. Vključimo ga v proces iskanja rešitev. Otroku povejmo, kako bomo ukrepali. Ukrepajmo po razmisleku. Povežimo se in sodelujmo s šolo. Šola in ne mi naj opravi pogovor z otrokom, ki je povzročil nasilje, in njegovimi starši. Če otrok zaradi posledic nasilja potrebuje strokovno, psihološko, psihoterapevtsko pomoč, mu jo zagotovimo. Otroka ne obremenimo s svojimi čustvi stisko. O svoji stiski govorimo z drugimi odraslimi. Ne odzovite se pretirano vznemirjeno, burno. Ne ignorirajte, ne zmanjšujte teže njegove izkušnje oziroma izkušenj. Verjemite, kar vam otrok sporoča, je v stiski. Otroka poslušajte na neobsojajoč način, brez moraliziranja. Potrdite otrokova čustva. Otrok bo v svojih izkušnjah morda govoril z direktnimi, slikovitimi izrazi. Bodite pripravljeni. Ne izogibajte se temam, ki vas spravljajo v zadrego. Otroku dajte vedeti, da se lahko z vami pogovarja o vsem, kar ga teži. Ne sklepajte prehitro. Naj otrok pove svojo zgodbo, ne delajte takoj zaključkov. Otroku zagotovite, da vam ni vseeno in da ni kriv oziroma odgovoren za nasilje. Opogumite ga, pomagajte mu aktivirati, krepiti njegove moči. Najprej vprašajmo, kako dogajanje v razredu vidi učiteljica oziroma učitelj. Vprašajmo, kako se naš otrok vede in kako je vključen v vrstniško skupino. Sprejmimo, da lahko učiteljica oziroma učitelj situacijo doživlja drugače od otroka. Povejmo, o čem nam je zaupal otrok. Dogajanje opišimo s čim manj interpretacijami, uporabimo otrokove besede. Vprašajmo, kako namerava učiteljica oziroma učitelj ukrepati. Prosimo za oblikovanje načrta, ki bo zagotovil zaščito našega otroka in primerno ustavljanje nasilja. Načrt naj vključuje konkretne aktivnosti, ukrepe, časovnico in način medsebojnega obveščanja ter spremljanja načrtovanih aktivnosti. Odzovejo se burno, z veliko jeze ali žalosti, razočaranja in s tem otroku praviloma povzročijo dodatno stisko. Sami opravijo pogovor z drugim otrokom ali starši. S šolo se ne pogovarjajo, ne sodelujejo, ampak jim grozijo, prekinejo konstruktivno komunikacijo. Odzovejo se skrajno, tako da katastrofizirajo situacijo ali pa zmanjšujejo problem, težo nasilja. Brez prvotnega pogovora v šoli s ciljem oblikovanja načrta za ustavljanje nasilja se obrnejo na medije, odvetnika oziroma odvetnico in policijo. V primeru zaznanega medvrstniškega nasilja morajo takoj ustaviti medvrstniško nasilje in poskrbeti za vse vpletene otroke, tiste, ki so nasilje doživeli, tiste, ki so ga povzročali in tudi tiste, ki so nasilje opazovali. Narediti načrt za zaščito otroka, ki je žrtev nasilja. Narediti načrt za delo z otrokom, za obravnavo otroka, ki je povzročal oziroma povzroča nasilje in mu postaviti jasne meje in pričakovanja za spremembo nasilnega vedenja. Če je potrebno, se morajo pogovoriti o dogodku oziroma dogajanju tudi z otroki, ki so bili posredno udeleženi v situaciji nasilja, so opazili nasilje, so slišali za nasilje, so zaznali nasilje na spletu. Se po potrebi povezati z drugimi organizacijami s ciljem zagotavljanja zaščite in ustrezne pomoči za vpletene otroke. Redno spremljati učinke ukrepov. V procesu reševanja problema sodelovati starši, jim dati povratne informacije o ukrepih in njihovih učinkih.